Svetovno znana jamska potapljačica Jill Heinert je bila tik pred tem, da zapiše zgodovino, ko se je potopila v največji ledeni gori na svetu, na Antarktiki. A nekaj je šlo grozljivo narobe in ujelo jo je v ledeni grob. To je njena resnična zgodba. Jame nastajajo, ko voda skozi čas izklesuje pot skozi apnenec. To se dogaja tudi v ledu, celo v ogromnih kosih, ki plavajo v naših oceanih. Toda ledene jame in apnenčaste jame imajo ključne razlike, vsaka s svojimi izzivi. Jill Heinert je bila tik pred tem, da to izkusi iz prve roke. Jill je stala na robu zamrznjenega morja, srce ji je razbijalo. Pred njo je ležala ogromna ledena gora, starodavna in tuja. Prišla je v ta odmaknjen kotiček Antarktike z enim samim namenom, da bi bila prva oseba, ki bo raziskala njegove skrivnostne jame. Jill je globoko vdihnila svež polarni zrak in se zbrala. Potop bo nevaren, a sirenski klic neznanega jo je vabil naprej. Za ta trenutek se je pripravljala vse življenje. Že od malih nog v Kanadi so Jill navduševali skriti čudeži, ki so se skrivali pod valovi. Zdaj, na vrhuncu svoje kariere kot podvodna raziskovalka, je bila tik pred tem, da zapiše zgodovino. Jill si je z izurjeno rutino nadela neoprensko obleko in večkrat preverila svojo opremo. Njena sopotapljača Wes in Paul sta se pripravljala ob njej, njuno navdušenje je bilo otipljivo. S toplino ju je pogledala, Wesa, svojega zaupanja vrednega mentorja, in Paula, svojega ljubljenega moža. Skupaj bodo kljubovali ledenim globinam ledene gore. Z zadnjim pomirjujočim vdihom je Jill stopila z zodiaka in se potopila v temo. Voda jo je zajela v svoj ohromljujoč oprijem in ji iz pljuč izsesala zrak. Potrebovala je vse svoje težko pridobljene izkušnje, da ni zapaničarila. To je bil najhladnejši potop v njeni karieri, a morala je ohraniti nadzor. Ob njej sta Wes in Paul pljusknila v Črno morje. Pozorno ju je opazovala in opazila, kako se borita proti neusmiljenemu mrazu. Njune obleke so se v nekaj trenutkih napolnile z vodo. Od vseh potopov v njeni obsežni in impresivni karieri jih bo ta preizkusil do skrajnih meja. In ne da bi vedela, jih bo pripeljal do katastrofe. Jillina neustavljiva radovednost se je prebudila že zgodaj. Rojena v Torontu v Kanadi, je bilo njeno otroštvo polno raziskovanja in čudenja. Ob nedeljskih večerih je gledala podvodne dokumentarce Jacquesa Cousteauja, popolnoma očarana. Medtem ko so druge deklice sanjale o princeskah in pop zvezdah, je Jillina domišljija odplavala k skrivnostim, skritim v najtemnejših globinah planeta. V šoli je Jill požirala zgodbe o pionirjih iz preteklosti, Marku Polu, Kolumbu, Armstrongu. Njihov pogum, da so se podali v neznano, jo je globoko ganil. Hrepenela je potem, da bi odkrila skrite kraje, polne skrivnosti, ki čakajo, da jih razkrije. Ko so bleščeče slike misij Apola prevzele svet, je bila Jill popolnoma očarana. Starše je prosila, naj ji dovolijo postati astronautka, a so njene ambicije nežno omejili. V 60 letih prejšnjega stoletja vesoljska potovanja za kanadska dekleta niso bila možnost. Neomajna je Jill našla navdih za raziskovanje bližje domu. Pridružila se je kanadskim skautinjam, kjer so ji močne ženske mentorice pokazale zgled sposobnosti in samozavesti. Pokazale so Jill, da so lahko tudi dekleta pogumne raziskovalke. Jill je študirala vizualne komunikacije na Univerzi York, kjer se je naučila veščin, za katere je vedela, da ji bodo pomagale dokumentirati čudeže, ki jih je želela odkriti. Po diplomi je ustanovila lastno podjetje za grafično oblikovanje in oglaševanje. Delo ji je prinašalo dohodek, vendar ji ni bilo pri srcu. Ob koncih tedna je Jill pobegnila iz mesta in se potapljala v ledeno mrzlih vodah jezera Huron. Gibanje skozi tihe, skrite prostore pod valovi je potešilo njeno žejo po raziskovanju. Hrepenela je potem, da bi se popolnoma posvetila podvodnim pustolovščinam. Pri 26, naveličana enolične službe od 9 do 5, se je Jill odločila za ta korak. Ko je prodala svoje podjetje, se je preselila na Kajmanske otoke in začela delati v potapljaškem letovišču. Tam je 1000 bleščečih potopov utrdilo njeno poslanstvo. Našla je svoj namen. V tem novem življenju pod valovi se je Jill soočila z novimi izzivi. V svetu potapljanja so še vedno prevladovali moški, novinci pa so bili redki. Pogosto je bila edina ženska na odpravah in od nje so pričakovali, da se bo znova in znova dokazovala. Moški potapljači so podcenjevali njene sposobnosti in tehnično znanje. Ukoreninjena stališča so ji nenehno stala na poti. Medtem ko je delala za pridobitev certifikata za jamsko potapljanje, kar je bila ključna prelomnica, je seksizem skoraj uničil njene ambicije.
Ko je prišla na napredni tehnični tečaj, so bili inštruktorji odkrito začudeni, da se je sploh kvalificirala za udeležbo. Prisiljena je bila opravljati nesmiselne dodatne vaje, samo zato, da je lahko ostala, in Jill je bila besna. Kasneje, kot edina ženska na elitni konferenci o jamskem potapljanju, je Jill močno občutila nerodnost vstopanja v ta moški svet. Inštruktorji so jo osvajali, moški potapljači pa so izzivali njeno pravico in usposobljenost, da je tam. Njihovo skeptično presojanje je prenašala stoično milino. In ko je Jill iskala specializirano usposabljanje pri svojem vzorniku, legendarnem jamskem potapljaču Shaqu Exleyju, je ta njeno prošnjo naravnost zavrnil. Menil je, da je jamsko potapljanje za ženske preveč nevarno. V tistih zgodnjih dneh se je morala Jill boriti ne le z nevarnimi jamami, ampak tudi s vsakdanjim šovinizmom zaprte bratovščine. Nepremagana je vztrajala in do leta 2001 se je Jill Heinert uveljavila kot ena najboljših jamskih potapljačev na svetu. A željne novih obzorij so njene ambicije segale do dobesednega dna sveta, skrivnostnih ledenih jam Antarktike. Svojo neomejeno domišljijo se je Jill spraševala, ali bi lahko pod ogromnimi ledenimi ploščami obstajale stabilne jame, skrite in neraziskane. O podvodnih prostorih Antarktike je bilo znanega zelo malo. Njena morja so bila najhladnejša in najneizprosnejša na svetu, dovolj, da bi nepripravljenega človeka ubila v nekaj minutah. Na celini je bilo opravljenih le nekaj drznih znanstvenih in vojaških potopov. Potapljanje v jamah tam je bilo nekaj iz sveta domišljije, preveč ekstremno, da bi ga sploh upoštevali. Nihče razen Jill ni verjel, da je to mogoče. Njeno predlog so vsi znanstveniki, ki jih je vprašala, odločno zavrnili. Ugledni polarni raziskovalci so to nepremišljeno idejo takoj zavrgli. Tudi znotraj potapljaške skupnosti so njene načrte imeli za absurdne, skoraj samomorilske. Jame preprosto niso mogle obstajati v dinamičnem, spreminjajočem se ledu Antarktike. A Jill ni odnehala. Njeno zaupanje v idejo je bilo neomajno. Antarktične ledene gore niso bile statične kot polarni ledeni pokrovi. Izpostavljeni silovitim oceanskim tokovom so se ogromne ledene gore lomili in vrteli kot počasni vlakci smrti. Če je lahko tekoča talina skozi tisočletja izklesala jame v trd apnenec, je Jill sklepala, da bi zagotovo lahko izdolbla skrite votline tudi v ogromnih, počasi taljočih se ledenih gorah. Šlo je le za to, da najde pravo ledeno goro. V začetku leta 2000 se je Jill ponudila priložnost. Ogromna ledena gora BB15 se je odlomila od Rossove ledene police, prostranstva plavajočega ledu, večjega od Jamajke. To je bila največja ledena gora v zabeleženi zgodovini. Jill je takoj vedela, da jo kliče usoda. To je bila priložnost, na katero je čakala vse svoje življenje. Znotraj ledenega labirinta BB15 se je skrival zamrznjen svet, ki ga človeške oči še nikoli niso videle. Če so kjerkoli na Antarktiki obstajale ogromne jame, je bila zdaj prepričana, da je BB15 pravi kraj. A vendar bi bilo brez dokazov skoraj nemogoče prepričati National Geographic, da financira tako tvegan podvig. Vedela je, da bodo potrebovali spektakularne posnetke, da bi sploh imeli možnost. Poklicala je svojega zaupanja vrednega prijatelja Wesa Skylesa in skupaj sta razvila načrt. Odločila sta se za drzno potezo in iz lastnih sredstev financirala majhno izvidniško odpravo do ledene gore, zgolj na podlagi prepričanja. Če bi se njuna teorija izkazala za pravilno in bi ujela osupljive posnetke deviških jam na Antarktiki, bi se moral National Geographic pridružiti projektu. Ko so pustili za seboj vse udobje civilizacije, sta Jill, Wes in še 7 drugih odpotovali na konec sveta. Ko se je njihova ladja po 12 napornih dneh na morju približala, BB15 je Jill zagledala ledeno gmoto, ki se je dvigala nad njimi. Solze so izstopile v oči. Vsa leta sanjarjenja in načrtovanja so vodila do tega trenutka. Nekje pod to ogromno ledeno goro je ležal skrivnostni svet, ki ga je Jill želela najti za vsako ceno. Zdaj neuspeh ni prišel v poštev. Zodiak je plul ob strmih ledenih pečinah, ki so se nad njimi dvigale kot Alpske gore. Jill je prečesavala gladko površino in iskala razpoke ali špranje, ki bi lahko vodile v skrite globine. BB15. Če bi bila njena drzna hipoteza napačna, bi bila njihova odprava končana, še preden bi se sploh začela. Tam je Jill opazila obetavno razpoko, ki je globoko zarezala v led. S hitrim utripom srca so zapeljali v ozek zalivček. Ko so se stene okoli njih zožale, je Jill komajda dihala. To je bilo to, trenutek resnice. Če bi tukaj čakale na odkritje fantastične ledene jame, bi bil to njihov vhod.
Vejsu in Pavlu je namenila spodbuden nasmeh, a v želodcu jo je zvijalo. Ledeno mrzla voda bi jo lahko v nekaj minutah ubila, če bi šlo kaj narobe. In v tem surovem polarnem svetu je bila meja med življenjem in smrtjo strašljivo tanka. A če bi se zdaj obrnili nazaj, bi njihovo dolgo potovanje postalo nesmiselno. Poskušala je utišati glasne dvome, ki so vpili v njeni glavi. Prišli so predaleč, da bi se umaknili. Jill je bila nervozna, ne zaradi sebe, ampak zaradi Vesa in svojega moža Pavla, ki sta se ji pridružila. Čeprav sta bila odlična potapljača, je bil to njun prvi potop pod ledom, najhladnejši doslej. Ta neraziskana ledena gora je bila neznano območje. Namesto da bi vrvi privezali na skalo, bi uporabili vijake za led. Takoj, ko so vstopili v vodo, se je Vesova obleka popolnoma napolnila z vodo. Po katastrofalni minuti posnetkov je bila potrebna cela ekipa, da so ga potegnili nazaj na krov in komaj so mu rešili življenje. Hitro so ga odnesli noter, da se ogreje. Začetek je bil mračen. Po Vesovi skorajšnji nesreči sta se Jill in Paul ponovno potopila. Morje jo je zabodlo kot 1000 bodal in ji v silovitem hlastu iztisnilo zrak iz pljuč. Ledena voda ji je neusmiljeno hitro prodirala v obleko. Potapljala sta se vedno globlje, medtem ko je šibka svetloba od zgoraj hitro izginjala. Potem, na 130 čevljih pod površjem, se je rov odprl v tuj svet. Jillino srce je za trenutek zastalo, ko je svojo svetilko osvetlila skriti morski svet. Filtratorji so se hipnotično zibali v toku. Črvi, podobni božičnim drevescem, so se držali sten kot nezemeljski dragulji. Ta potopljeni raj je bil poln življenja. Jill je opazila zevajočo praznino, ki se je raztezala skozi središče ledene gore. Tresla se je od pričakovanja in zaplavala noter. Predor se je neskončno nadaljeval v ledeno temo. Nato se je nenadoma odprl v ogromno dvorano, katere stropi so žareli v eterični modri svetlobi. Jill se je počutila vzneseno. To je bilo to. Prva ledena jama na Antarktiki. Bilo je resnično in bilo je veličastno. Najraje bi od navdušenja zaupila v kristalni zrak in ta trenutek zavedno upila vase. A se je zadržala, saj ni želela zmotiti tega neokrnjenega sveta. Bila sta prva človeka, ki sta vstopila v svetišče ledene gore in bila je prevzeta od občudovanja. Ko sta šla globje, so nenadoma iz razpok nad njima začeli padati izopodi, podobni pajkastim jastogom. Po neprijetnem srečanju sta jih otresla s sebe in nadaljevala v temen tunel. Led je strašljivo stokal in pokal ob morsko dno. Njegova dinamika ju je vznemirjala, kljub nezemeljski lepoti. Nato je globoka vibracija prešla skozi Jillino telo. Ko se je ozrla naokoli, je bilo vse videti v redu. Nadaljevala sta z raziskovanjem. Šele ob vrnitvi sta videla, da je prišlo do nesreče. Na Jillino grozo je bil njun ozek prehod nazaj na površje zapečaten, zasut z ogromnimi kosi padlega ledu. Panika je vrela v njej, a se je trudila, da bi jo zadržala. Tisti prej slišani zvok je bil sesutje prehoda. Jama ju je bila odločena zadržati ujeta v svojih ledenih globinah, kot v večnem zamrznjenem grobu. Jill je v obupu prečesavala stene ledene gore. Morala sta najti izhod. Panika bi sprožila le niz slabih odločitev. Ostati je morala prisebna. Na srečo je opazila ozek razmik med nazobčanimi kosi ledu. Eden za drugim sta se stisnila in prebila skozi klaustrofobičen tunel. Po večnosti, ko sta prispela 20 čevljev pod površje, je Jill zagledala Vesa in ekipo, ki so slavili zgoraj. Kasneje so izvedeli, da je kos ledu padel in zablokiral jamo. Val je bil tako ogromen, da je skoraj prevrnil posadko Zodiaka. Ker niso vedeli, ali sta oba preživela, so lahko le upali sredi razvijajoče se tragedije. Jill je kot prava profesionalka ostala optimistična glede še enega potopa tisti dan. Zdaj so imeli več izkušenj z izzivi ledene gore. Še vedno je bilo to neznano območje, vendar so dosegli napredek. Ko so se ponovno potopili v objem ledene gore, se je vhod v jamo zdel stabilen. Notri je Jill opazila majhen tok, ki ga prej ni občutila. Postopoma se je tok okrepil, nato pa nenadoma močno narasel. Z roko se je oprijela morskega dna, da je ne bi odneslo naprej in se zavrtela okoli svoje oporne točke. Talina, ki je tekla skozi ledeno goro, je ustvarila nevaren tok, ki je bil iz minute v minuto močnejši. Takoj so morali oditi, preden bi jih posrkalo globje v notranjost. Toda ko so z vso močjo brcali proti izhodu, so se komaj premikali proti toku. Kot da bi jih zajel močan povratni tok, jih je ledena gora znova zagrabila in jih ni nameravala izpustiti. Ko so v daljavi opazili bledo modro svetlobo, ki je nakazovala še en izhod, so tvegali in se prepustili toku in jih je nosilo naprej, kot da bi minila večnost. Končno so se rešili na varno, a nesreča je sledila zmagi.
Tako so priplavali na površje sredi polja visokih ledenih črepin iz povsem drugega izhoda. Njihovega čolna ni bilo nikjer. Če ga kmalu ne bi našli, bi v nekaj minutah zmrznili do smrti. Medtem ko je plavala na mestu, se je Jill počutila kot nepomembna pika, igrača usode. Poskušala je ustaviti šklepetanje zob, a podhladitev je hitro napredovala. Koliko časa bi še lahko zdržali to neusmiljeno mraz? Ti kombinezoni z nevtralnim vzgonom so nudili le malo zaščite, kupili so jim največ nekaj minut. Če bi ostali tukaj, bi bila njihova usoda zapečatena. Potem je prišlo blagoslovljeno odrešenje. Na vetru so odmevali oddaljeni vesovi kriki, sledil jim je brneči motor zodiaca. Bili so rešeni. Jilline zmrznjene roke so komaj držale lestev, njeni udi so bili preveč omrtvičeni, da bi čutila karkoli razen olajšanja. Kljub še enemu tesnemu srečanju s smrtjo so se odločili za še en zadnji potop, da bi kar najbolje izkoristili svojo priložnost. Wes, ki si je opomogel in bil stabilen, je vztrajal, da posname jame s svojo najboljšo kamero. Toda znotraj ledene gore se je moč toka znova hitro ukrepila in jih skoraj ujela. Ko jih je Jill vodila ven, je Wes zaostal. Ko je zaklical na pomoč, da bi rešil svojo kamero, je bila Jill besna. Kamera ni bila pomembna, če bi umrli. Po boju z neusmiljenim tokom so se končno rešili, a jih je čakala nova nesreča. Divji tok taline ju je zdaj nemočno pritiskal na dno razpoke 130 čevljev globoko. Jill je panično iskala kakršenkoli oprijem na spolzkih stenah. Potem se je spomnila majhnih ribjih lukenj, ki so lukničile led. Svoje zmrznjene prste je potisnila vanje in jih uporabila kot oprijemala za boleč vzpon. Skoraj 3 ure kasneje sta se pojavila na površju. Jillina roka je bila siva in brez življenja, a sta za las preživela to smrtonosno tveganje. 2 uri po okrevanju iz tistega pekla sta se pripravljala, da se bosta še zadnjič potopila. Medtem ko sta načrtovala naslednji poskus, so s krova nenadoma odjeknili kriki. V grozi sta opazovala, kako se njun jamski svet pred njunimi očmi krči in razpada. Ledena gora, velika kot Jamajka, je pred njima potonila in bila v celoti pokopana v svojem vodnem grobu. Če bi bila še vedno znotraj, ne bi bilo rešitve. Na koncu sta bila prva in zadnja, ki sta kdajkoli videla notranjost te mogočne ledene gore. Čeprav ju je skoraj terjala, ju je vabljiva, a smrtonosna Antarktika pustila, da sta nepoškodovana prešla skozi, vendar le za las. Na srečo sta v jamah posnela obilo posnetkov, ki so jih kasneje uporabili v dokumentarcu Ice Island. Jill je premagala številne ovire kot ženska v potapljanju in danes velja za eno najboljših na svetu. Njen nevarni potop v notranjost ledene gore ostaja vrhunec njene izjemne kariere. Čeprav je priznana raziskovalka oceanov, je ob razmišljanju o svojem ledenem srečanju s smrtjo spoznala eno trajno lekcijo. Mraz je usmiljen le do previdnih. Drugih priložnosti ni, za tiste, ki pozabijo to neusmiljeno resnico. V letih po svojem prvem potovanju na BB-15 je Antarktika še naprej vabila Jill nazaj. Vodila je odprave National Geographic, da bi dokumentirala neskončna čudesa skrita pod ledom. V njenem spominu je ostala osupljiva podoba, nezemeljska oblika življenja, ki je spominjala na venerine muholovke, skrita v kristalnih stenah ledene gore. Kakšne skrivnosti so še ostale skrite v ledeni globini? Čakala jo je še cela življenjska doba čudenja in odkrivanja. Jillinino delo je osvetlilo nevidno vesolje Antarktike in grožnje, s katerimi se sooča zaradi podnebnih sprememb. Sodobno znanost je približala občinstvu po vsem svetu s svojimi knjigami, filmi in medijskimi projekti. Mlada dekleta so ji pisala pisma, navdihnjena z drzno raziskovalko, ki se je potapljala v najskrajnejših kotičkih zemlje. V ekskluzivnem bratstvu tehničnih potapljačev je bila Jill zdaj spoštovana kot pionirka. Soočila se je z najbolj sovražnimi vodami na svetu in iz njih izšla nepoškodovana. Mnogi so njeno odpravo BB-15 imeli za Mount Everest med potapljaškimi dosežki. Z veseljem je mentorirala nove potapljače in vračala pomoč, ki jo je nekoč sama iskala. 2 desetletji po njeni prelomni misiji je BB-15 še vedno edina ledena gora, v katerem je bil kdaj opravljen jamski potop. Tisto zamrznjeno tuje kraljestvo, ki ga je razkrila, zdaj obstaja le še v spominu in redkih arhivskih posnetkih. Ko so se kasnejše odprave vrnile, je ledena gora izginila nazaj v ledeno globino. Toda zapuščina Jill je ostala. Dokazala je, da z odločnostjo in domišljijo nobeno področje na Zemlji ni nedosegljivo. Njeno delo pa je navdihnilo legije pogumnih žensk, da so premikale meje v svojih življenjih.
Jillina pot je bila nekonvencionalna, vendar je dekletom svetovala, naj svojih sanj ne omejujejo zaradi družbenih omejitev. Ostani odločna in utišaj zunanje glasove dvoma, jih je spodbujala. S strastjo in vztrajnostjo se bodo nemogoča področja odprla, ko jih boš potrebovala. Globine čakajo tiste, ki imajo dovolj poguma, da se potopijo.